Kakšen je pomen uvedbe na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave z kliničnega vidika? Saj vemo, da zdravniki, da zdravstveni timi to v praksi že udejanjate, pa vendarle je dobro imeti tovrstni model. Zakaj? Novi časi seboj prinašajo nove izzive in na nove izzive se je treba odzivati z novimi rešitvami. Mi zdaj počasi v zdravstvenem sistemu prehajamo iz sistema, kjer je pomembno število pregledov, število storitev, število operacij, na dejansko vsebinsko obravnavanje storitev, ki jih opravljamo. Se pravi, da gledamo ne samo na numerične vrednosti, ampak tudi na kakovost opravljenih storitev, na vsebino opravljenih storitev in seveda na zadovoljstvo uporabnika, to je pacient. S tem bomo veliko bolj celovito lahko zajeli obseg dela, ki ga opravljajo zdravstveni delavci in zdravstveni sistem v celoti, in na koncu tudi ocenjevali kakovost tega dela in seveda lažje planirali v prihodnost, pa po drugi strani tudi lažje vrednotili, ker trenutno mi že na obstoječih podatkih vemo, kateri kirurg na primer operira največ, ne vemo pa, kateri kirurg operira najbolje, ker kombinacija kvantitete in kvalitete je tista pravzaprav, ki govori dejansko o kakovosti opravljenega dela. V sistemu, ki se iz dneva v dan sooča s številnimi izzivi, je zagotovo dobro imeti tovrstno osebno izkaznico. Kako bo ta pomagala tudi pacientom, tudi njihovemu občutku, da bo zanje poskrbljeno pravočasno, kakovostno in seveda tudi varno? Ja, ravno v sistemu, ki se na nek način preoblikuje, v katerem na nek način zbujajoči se privatni sektor poskuša tekmovati z javnim sektorjem, postaja izjemno pomembna informacija, kam iti, ko imate določeno zdravstveno težavo in kdo je za tisto težavo najboljši. Težko je reči, kdo je najboljši, ker v medicini je tako, da je vsak dan nekdo najboljši, pa vsak dan tudi nekdo najslabši, ampak na dolgi rok jaz verjamem v kvaliteto podatkov, ki morajo biti zbrani kakovostno in po enotni metodologiji, zato da pacient ne bo zapadel vplivom reklam pa socialnih medijev, ampak bo dejansko izbiral izvajalca zdravstvenih storitev na podlagi relevantnih, strokovnih in korektno zbranih podatkov. Ker trenutno je past, v katero lahko padajo pacienti, ki jih tare stiska in jih strah in obup in so izjemno sugestibilni, se pravi, z lahkoto jih na nek način pretentate, kam naj gredo, da ne bodo padli v past, ki se ji reče reklama, se pravi, da bodo šli tistemu, ki se najbolj glasno oglašuje, ampak bodo šli tistemu tihemu in pridnemu izvajalcu, ki je dejansko najboljši in ki jim bo dostavil najbolj kvalitetno storitev. To je zagotovo eden od ključnih podatkov, ki so pomembni za dobro, ažurno zdravljenje. Pri tem pa bo moral kmalu priti na vrsto še en izziv in to je, kako, kam iti, da boš prišel čim prej na vrsto za zdravljenje. Kako se spopasti s čakalnimi vrstami? Čakalne vrste so problem, ki tare vse razvite zdravstvene sisteme. Tu imamo občutek, da je to samo v Republiki Sloveniji. Potrebe starajočega se prebivalstva rastejo in na rastoče potrebe lahko odgovorimo samo s rastočo ponudbo. To pomeni, da mi moramo oblikovati delo tako, da bodo ljudje, ki delajo v zdravstvu, dali več od sebe, kolikor je pač to možno do nekega roba, ki ga imenujemo utrujenost, ko lahko pride do napak. In tu pa mora politika zdravstveno odigrati svoje, se pravi, mi moramo dati tistim najbolj pridnim ljudem, ki tudi popoldne, tudi po noč so pripravljeni delati še kaj več, možnost, da to delajo na popolnoma legalen način in se moramo tudi sprijazniti s tem, da, tako je bilo včasih, ki niso zdaj več tako popularni, delo, čast in oblast, ampak vsaj korektno plačilo tem ljudem pa moramo oblikovati. Nobene sramote ne vidim v tem, da če je nekdo pripravljen delati več, tudi dela več in zato dobi korektno plačilo. In tukaj sva že odprla temo, ki nakazuje številne izzive, na katere bo treba sistemsko odgovoriti. Na to zdravništvo oziroma vsi zaposleni v zdravstvu opozarjajo in opozarjate že dolga leta. Verjamete, da se bo to zgodilo v kratkem? Jaz verjamem, da obstaja močna volja, da se to zgodi. Na drugi strani obstaja tudi močna tendenca po privatizaciji v zdravstvu. Jaz
že 25 let delam v javnem zavodu, vem, kakšne so nevarnosti privatizacije vsaj določenih segmentov zdravstva. Nisem paranoičen glede privatnega zdravstva, ker poznam tudi sisteme, kjer so privatne bolnišnice in to deluje. Vendar menim, da še vedno najmočnejši zaščitnik javnega zdravja je javno, močno in dostopno zdravstvo. Tako da v bistvu moramo oblikovati situacijo tako, da je javno zdravstvo temelj našega zdravstvenega sistema, medtem ko v določenih segmentih pa seveda ponudbo obogatimo tudi z privatnimi bolnišnicami, zakaj pa ne.